No, en lep dober večer. Najprej eno drobno opravičilo za to Arnejevo telovadbo zdaj, namreč tisti, ki ga poznate, veste, da je zelo občutljiv na to, kako se prikazujejo njegove fotografije, kar je seveda čisto prav. Arne Hodalič z nami, Arne, živijo. Živijo. Naj povem, da Arne se je vrnil ravno kar z ene poti. 35 ur si rekel, da si bil zdaj na letalih pa na poti. Skratka, odlično izgleda. Prosim, en aplavz. Da je sploh tukaj. No, skratka, res do konca v bistvu nisva vedela, a bo šlo skozi tole danes ali ne. Sem zelo vesela, da je šlo, namreč danes začenjamo. Zdaj pa že res četrto leto cikla v koži besede. To je cikl večerov, na katerih povezujemo različne zvrsti umetnosti z zgodbami, s knjigami, z besedo, predvsem zgodbami. In če kdo, potem je Arne zakladnica zgodb, ne samo v sliki, ampak tudi v besedi. Zato smo danes naslovili ta večer med sliko in med besedo, oziroma med besedo in sliko. In sem res zelo vesela, da se je Arne odzval za ta večer, ker s tem pravzaprav odpiramo še eno uspešno leto, verjamem, teh ciklov. Ne vem, koliko je v resnici potrebno Arneja predstavljati, vsi vemo. Verjetno najprej fotograf, ne vem, poleg vsega ostalega, kar počneš, ampak po izobrazbi si biolog, no, zraven si pa še od jamarja do potapljača, do urednika fotografije na National Geographic Slovenija, do profesorja na faksu in tako naprej. Ampak Arne, na začetku, kaj si pa tukaj noter najbolj? Ja, to je pa dolga zgodba. No, najprej mogoče, ker sem nekaj takole, da se zahvalim, ker veliko vas je. Jaz sem vedno zadovoljen, če takšen odziv mi je veliko čast in hvala, da ste prišli. To je res, ne moramo mimo tega. Pa hvala seveda tudi za povabilo. Marja tudi tukaj, kdo nekako stoji za tem. In Barbara. In Barbara? Ok. Super, ok. Skratka, hvala za tale večer. Kot smo rekli, jaz sem se zdaj vrnil, ampak sem še že malo na avionu dobral kakšno, bom rekel, da ne bom toliko depresiven, kot sem ponovadi, ampak po mojem bom še zmeri kar precej. To zato, ker si z mano pogovarjaš, ker ne dovolim pesimizma, boste videli, ne dovolim. No, bomo videli. Drugač pa kaj sem pa, ja, po moje kar fotografija. Čeprav doskrat nisem več najmlajši noči, zelo nisem več najstnik, bomo rekla, velikrat se vprašam, kaj bom sploh v življenju delal, ne, tako mi nekako zdi, da šele začenjam, pa da še ne vem, kaj bi sploh začel. Tako da težko rečem, ja, fotograf, ampak mogoče pa še ful stvari me čakajo v življenju, čeprav vem, da prezelo me ne. No, pa smo tam. Ampak greva nazaj. Preživljanje otroštva na Kornatih je marsikaj pustilo na tebi, ne, kot verjetno ta stik z morjem, kasneje, mislim, tudi jadralec iz Kiprsi in tako naprej, pač ta povezanost z morjem, tudi ne vem, da se nekaj časa preživlja počitnice na jadrnici, to se je zdaj malce spremenilo, ne, glede na to, da je jadranje postalo precej, bomo rekla, ne samo priljubljeno, ampak tudi izkoriščeno, bomo rekli, ne, dopustovanje. Bolj skrbi kot, pač seveda priljubljeno, ampak bolj izkoriščeno, ne, ko smo mi začeli nekako enostavno ne moreš preko tistih standardov, ker si prišel v zaliv, nekako na počitnicah 2 mesecev jadranja si videl 3 jadra, vse 3 si poznal, ne. Ampak res brez heca je bilo tako, ne smo prišli v Prmižano, tisti, ki jadrate, veste, ne, tam je zdaj marina, notri pa 100 bar, in smo enkrat prišli, stali notri zasedeni bar, ki smo rekli, hudiča, poln je, kam pa zdaj? Zdaj je pa, ne vem, 250 recimo noter, ne, takrat pa 2. Tako da to je me malo minil, lahko rečem, ampak ne bolj zaradi same preeksploatacije in pa tudi zaradi ljudi, ki se ukvarjajo s tem. Jaz sem se ukvarjal s čartrom, 5 let, sem bil pač profesionalec, sem delal, to mi je bil posel, služba, vse. In potem sem mi malo zagražal, tudi kakšne ljudje hodijo jadrati, to se je zdaj še toliko bolj potencialo kot takrat. Takrat so se nam zdeli, da itak nimajo pojma, ampak tisti, ki so takrat hodili, so imeli blazno veliko pojma, tudi tem, ki hodijo zdaj. Tako da vse skupaj se je skomercializiralo in nekako, ja, verjetno so to neke dobri stari časi, ker ne moreš preko njih in je to verjetno bolj umen kot pa resnica, ampak enostavno nimam več take vole. Takrat sem pa hotel morsko biologijo študirati, ja, tako so nekako splet okoličin pa nisem šel, tudi ni bilo v Sloveniji še takrat tega študija, bilo samo v Splitu in tako. Tako da zagotovo morje je prva stvar, druga pa fotografija.
Zakaj te to tudi sprašujem? Tudi zato, ker vem, da včasih razmišljamo, ne, da če pa hodiš toliko po svetu, pa hodiš verjetno s fotoaparatom v roki, s kamero, tudi kdaj je tako, zase. Ampak ti praviš, da pravzaprav nikoli ne greš na dopust s fotoaparatom, oziroma ne greš nikam delati zgodbo za, bom rekla tako, na dopust, da bo odklop. Ampak greš delati. Nikoli. Razen pod vodo, to pa je. Vsake počitnice, zdaj to so take res pravi počitnice, pa bom rekel 2 ure na dan fotografiram pod vodo. To pa je. Praktično vsak dan, lahko rečem, tam 3 tedne. Drugač pa ne. Zdaj, da sem imel, recimo, se vračam iz Tajske, zdaj direktno, sem tukaj iz Varova, pa to, sem šel delati en assignment in sem imel sabo še, pač naredil tisto, kar sem naredil za denar, za sebe pa nisem delal. Razen bil si barman, no? Ne, sem naredil, bom pa zelo tako rekel, mogoče si zelo lahko kakšno pogledati, da čisto zadnje slike so že na netu. Sem delal pa en test enega fotoaparata, to me pa zanima, sem bil nov fotoaparat na posodo in sem naredil en tak test, samo to ni test, da bi zdaj tam slikal, ne vem kaj je tablice, ampak sem naredil eno zgodbico, tako zelo kratko, o barih in bordelih pa Tonga pa Phuketa, tako da kar zanimiva zadeva, ko si pač par noči tam preživiš, veliko stvari vidiš, pa tudi kakšna dobra fotka se da naredi. Ampak to je pa spet bolj, bomo rekel, assignment, to niso počitnice, da bi rekel, zdaj pa gremo mi na morje, pa se bomo slikali, to pa ne. Verjetno je med vami tudi kdo, ki je bil na razstavi na Ljubljanskem gradu 25 let Arnejeve Indije, oziroma 25 let, odkar si šel prvič v Indijo, zelo odmevna razstava. Hkrati pa seveda tudi fotografije Ljubljanice, oziroma del tistih fotografij, ki so bile objavljene kot edinega Slovenca pravzaprav v tej matični reviji National Geographic Magazine, to se pravi v ameriški, sicer si objavljal v drugih, si že objavljal, v ameriški pa ravno domača zgodba o Ljubljanici, to je tudi nekaj lepega pravzaprav, da si z domačo zgodbo na tak način prišel v tak medij. Je bil to tvoj cilj? Mislim, je bil to en tak življenjski cilj National Geographic Magazine? Na vsak način, to je bilo ker sem začel fotografirati, tam je še ena prijateljica, ker smo veliko se skupaj pogovarjali o fotografiji, to si tih časov, ko sem rekel, da smo v bistvu samo, da sem bolj gubcov, kot pa kaj naredil, veliko gubcov pa nič naredil, bomo tako rekel, saj v fotografiji, No in takrat smo se dosti tem pogovarjali, takrat sem rekel, jaz se še dobro spomnim tega, smo se pogovarjali z njo, njenim fantom, pa z mojo punco takrat, da bi v bistvu rad sam izboljšal svoje domače fotografije, da nimam nekih velikih ciljev. In potem je enkrat oče rekel, oče je bil pa zelo ponosen name, on je bil, mogoče bi rekel še 90 potem kasneje o tem, kako je mene vzgajal, sem oba naju z bratom, ampak oče je enkrat rekel, da bom pač objavil, moj sin bo pa zihar imel National Geographic, sem se smišljal. Če bi si vedel, kakšni so ta kriteriji, To je tisto, kar ko starši vidijo svojega otroka, ne tak najboljši pa najlepši pa vse, In sem si mislil, bebec, No, ampak se je potem zgodil, nažalost, on tega ni doživel, še ni pokojen, ampak je pa to verjel vame, To smo reči, kako, mogoče se imate tudi otroke, ali pa boste še imeli kakšni, sicer. On je meni tako vzgajal, da danes, ko vidim za nazaj, je res nekaj fenomenalnega, res tako vzgoja, ker jaz ne bi bil nikoli sposoben take vzgoje, če bi imel svoje otroke. Namreč on je zmeri nama govoril, obema z bratom, meni še posebej, brat je bil bolj determiniran v svoji zgodbi življenjski, on je šel zelo po taki dosti ravni špuri, jaz pa, In vsakič, ko sem rekel, zdaj pa jaz sem počel diplomo dal, predal nikoli več pogledal diplome. In začel jadrati. In potem zamenjati za fotografijo, pa še za marsikaj. In vsakič, ko sem jaz kakšno tako neumno začel nek nov življenje odprl, ko bi rekel svojemu otroku, 4 leta si študiral, zdržovali smo te, saj zaradi nas nekaj naredil temu svojemu poslu, On je vedno rekel, a te veseli? Sam to je važno. Če te veseli, sam šponi naprej v to. Tako da, če ne bi bilo njega, zagotovo ne bi pač imel take sreče v življenju, da lahko delam tisto, kar mi je tako fajn. To je pa res pač sreča. Nekaj sem čel reči, ampak se pa še pravi. Zdaj razmišljam v bistvu 25 let nazaj prvič Indija.
vem, da veš, zakaj si takrat šel tja in verjetno se tudi spomniš, če ne drugače. Ne veš? Pojma nimaš? A ni takrat gnala tudi neka želja po novem svetu, po zgodbah? Ne, zares. Ne. Takrat sem se malo pridružil, končal sem z jadranjem, prijatelji so šli v Indijo, sem rekel, pa še grem še jaz zraven. In v bistvu nisem šel kot fotograf, jaz sem šel kot amater. Ampak ne brez fotoaparata? To pa sem ne, jaz sem že veliko fotografiral, ampak ne, v bistvu je bila fotografska pot, ampak amaterska fotografija. Ti rečeš, greš nekaj delati, kar te veseli. Zakaj omenjam Indijo, no? Ker mi na zadnjem sem nekaj stvari že tudi skupaj naredila, mislim, nekaj smo se že tudi družile, zato vem, da je bila Indija na nek način tudi tvoja prelomnica. Zgodba iz Indije pravzaprav ti je prinesla, tudi bom rekla, najprej to evropsko in potem tudi ta na nek način svetovno, če lahko temu rečemo slavo ali pa prepoznavnost kot fotografu, prepoznavnost. No. Kaj se je zgodilo pravzaprav? Zgodba iz Indije je navdušila švicarskega urednika, je bilo tako nekako? Tako, v bistvu te prej z Bojanom Breclom, ki je tudi odličen fotograf, bistveno manj znan, ne? On je tak zame najboljših slovenskih fotografov skoraj vseh časov. On je sigurno bistveno boljši od mene, sam je pač drugačen. Ne izpostavlja se, tisti, ki ga poznate, boste verjetno to mi pritrdili. Zagotovo je pa 10 let pred časom, vedno. Zdaj pogledam njegovo knjigo, ki mu je izdala takrat ena največjih nemških založb, se zdaj ne spomnim, ampak top, ki se mi je takrat zdela, ker zdaj pogledam, rečem, danes se tako dela, se pravi človek, ki je to, z njim se veliko toliko drugega naučila, moram reči. Tako da, ko z njim sva šla in potem prvič sva prodala v eno revijo Aqua, ki zdaj seveda ni več, ena italijanska, so rekla, super, pa ta denar malo nazaj, in iz tega, ko sva videla, da so fotke tako dobre, da zanimajo tudi neke ugledne revije, so potem dobila to švicarsko revijo in tako se je začeli. Potem sem tam bil, kaj pa vem, naslednjih 6-7 let in nekih 20-22 poti financiranih. To so še časi, ko so se te assignmenti, kot ti praviš, bili precej dobro plačani oziroma so bili zorganizirani. Dobro plačani. Mislim, predvsem je bilo dobro plačan to, da je bilo vse plačan, plus recimo honorar, ne vem, mogoče danes na nivoju nekih 4-5 tisoč evrov, ker je fenomenalno za danes. In pa s tem, da smo jaz tako pogodbo, da sem po njihovi objavi lahko tudi naprej material prodajal, potem je šel še po celi Evropi, pa še v Pariz, pa skratka, živeli smo zelo, mislim, bistveno boljši kot danes. Ampak še zmeraj delaš te zgodbe, še zmeraj greš tja, še zmeraj živiš na podoben način, kot si takrat, kljub temu, da je bistveno slabše zdaj, oziroma drugače. Kaj je tisto, kar te vsakič znova potegne? Ja, se največ kaj drugega tudi ne znam delati, ne? No, čakaj. Lahko spet čartersko jadranje odpreš, pa boš isto dobro živel, vsi to. Več, ja, ne vem, no, če bi si lahko, nekih krompirja ne bi znal gojiti, no, recimo, ker to bo sigurno danes najbolj pametno, ne, ko bomo mali tak brez hrane, ne, kaj šele bomo fotografirali, ne. Vse se počas začenjamo. Ja. Tako da, no, pa za enkrat, če pustite to, ja, ne, je fotografija se zagotovo, zato delam, ker pač to rade delam, jasno, in pa to na nek način saj da neke mere znam. Zdaj pa seveda to vedeti, ne, bodimo realni, okusi se spreminjajo, jaz sem danes po svojem stilu že nekje, ne že v zatonom, že krepko za zatonom, govorimo o stilu, govorimo o načinu, ki se danes fotografije, take, ki se danes po revijah kupujejo, ne, recimo stil, način, pristop, ki meni, moram reči, velikrat ni všeč, in jaz hodim seveda veliko po festivalih, seveda skozi spremljam, ne samo zaradi svojega profesionalnega dela, ampak zaradi uredniškega dela, predavateljskega dela, seveda moraš biti na tekočem, ne, če delaš študenti, ki so stari od 18 do 22, seveda ne moraš jih učiti nekaj stvari, ki smo jih mi delali 25 let nazaj, ne. S tem, da, kot sem rekel, je ta fotografija danes bistveno drugačna. Praktično na telih fotkah, ki jih tukaj vidite, danes so nezanimive, neprodavljive, slabe, no bomo rekli. Ja, ker
enostavno rečeno. No, zdaj sem se pa tu spomnil, kaj sem pa to prej povedal. Govorili smo National Geographic, da se ne vem, če si se misliš še kaj vrniti, če pa ne, bom pa to, kar zdaj povedal. Ja, edini Slovenca, do zdaj, drugi časi, druge fotografije, drugi okusi, to je let 2005 smo se začeli pogovarjati, to je let... Objava je bila pa? 2007. Tako da vseeno drugač. In na vseh intervjujih ali pa na vseh takih pogovorih, razgovorih ali pa na privatnih razgovorih sem rekel, ne vidim še zelo dolg nekoga, tudi sebe ne jasno, še najmanj sebe, da bi še spet objavil kakšno zgodbo v National Geographicu, s tem, da se je predvsem letos ta zgodba zelo obrnila. Jaz sem prepričan, da v naslednjih 2 letih bomo mi spet objavili. Ne tvoje? Ne, deleč od tega. Ampak enega zelo mladega, talentiranega fotografa, vidiš ideja, da ga boš povabila, se tudi zelo lepo govori, Ciril Jazbec. Jasno. On je zagotovo kandidat, ki bo, on je imel, zdaj smo bili skupaj na festivalu v Perpignanu, je imel razgovor z glavno urednico, z Sara Lin, to je pač glavna urednica fotografije National Geographica, zelo so bili všeč njegove fotke in jaz mislim, da bo v 2-3, lahko tudi prej, ampak zagotovo bo zelo malo spet imel kakšen Slovenc, ne kakšen, ampak Ciril Jazbec v temu, pobral je kar neki nagrad, Oskar Barnak Award, ki je mogoče med prvih 3 svetovnih nagrad največjih, to je ta Lajkina nagrada, kamor pošiljajo vsi najboljši svetovni profesionalci, ampak to tisti najboljši zdele, je on sicer pobral nagrado za newcomerja, to se pravi za mladega talenta, ker je vsa vrata samo odprta, vsa uredništva ga čakajo, pa še lepje, pa še mletje, pa vse urednice so mlajše, čas smo bili to mini, zdaj pa nismo več. In tudi na tem nekako, tudi tako delujejo stvari, tako je, sej to. Tako da, ja, Ciril Jazbec, skratka. Kako se ti je, preden greva potem mogoče na kakšno zgodbo za temi fotografijami, ker vem, da tvoje fotografije niso samo fotografije, so zgodbe. Za vsako fotografijo imaš verjetno, točno veš, kam jo locirati in v kakšno zgodbo. Ampak vendarle prej, kako je pa zgodba tvojega življenja spremenila ta objava v National Geographicu? Ne samo znotraj ta ponos, ampak vendarle vse ostalo. Se ti je poznalo, recimo? Ne, zares, mogoče včasih, ampak ne, ta objava manj kot to, da sem urednik fotografije, mislim, tukaj bomo realni, ko imaš ti vizitko z menim okvirjem in gor piše urednik fotografije, ni isto, kot če jaz napišem gor Radne Hodalič, sončna uprava, recimo. Ker to, recimo, sem, najbolj ne sem sončna uprava, bolj kot urednik fotografije, ampak to pomaga, zato jaz sem prišel do parih najlepših zgodb, najlepših intervjujev, najbolj zanimivih stvari, se srečal z ljudmi, ki se nikoli ne bi, če ne bi bil pač pod okriljem National Geographica. In tečaj, in delavnice, skratka, to je referenca, vse to moramo vedeti, fotografov National Geographica, ki so objavili ameriškem, ne bomo rekli na prste ene roke, ampak nekaj desetin, to se pravi, urednikov nas je pa 36, recimo, nekaj 36 licenčnih izdaj, seveda najbolj je važna Sara Lin v Ameriki, ampak tole, ja, ljudje to drugače gledajo, se ne da bi zato, ker jaz kaj več vedel, pa kaj več bil bolj pomemben obratno, ampak je pač trademark in to treba temu tako reči, ne bomo rekli zdaj, da to pa ni več važno, je važno, to je bolj važno, kot to, da znaš fotografirati, nažalost. Kaj pa mogoče še preden, kaj pa ta predavateljski, kaj ti pa to daje, poleg tega, da se družiš z mladimi in da moraš biti updated in te to tudi na nek način, moraš preprosto se razvijati, ampak kaj pa pogled na fotografijo, se ti je kaj spremenil? To mi daje pa zato, da plačam položnice, ker jih že konc leta verjetno ne mogo več. No, to je sigurno zelo pomemben faktor. Drugače pa vsem fajn, to je fajn. Z mladimi je fajn delati, biti in v takem in drugačnem stiku. Mislim, da lahko veliko povem, da bom rekel, da povem tisto, kar je danes mogoče pomembno, ampak zagotovo so moja predavanja, jaz sem prepričan, da lahko nekdo zelo veliko odnese, pa ne bomo rekli tako, da se bi od mene veliko naučil, od
mene, pa od tebe, pa od Mareta, pa ne vem še koga, potegnejo pač neko sintezo. Zato sem jaz zato nekako staro gardo na nek način lahko veliko povem, vsaj o tistih starih načinih, o starih načinih fotografije, o drugačnem gledanju, drugačnem razmišljanju. Pa jih to zanima? Tehnično, ne. Jih zanima, ne. Jih zanima se to me zdaj zanima, a jih zanima, kaj se, kako ste vi fotografirali pred 30 leti? Zdaj sem malo na hitro. Malih tudi, ne. Je tako rekel, ne. Tako kot na vsakem faksu, imaš ne, na letniku 30 ljudi, od tega en zasluž, da noter sedi, dva pa bi mogoče, če se v ta zelo potrudila, ne. 27 bi šlo pa kot takoj domov. Pač, tako to je, ne. Po 30 imamo na letnik, ne, recimo. Seveda, za tiste dva se splača, ne. In imam ene par genialnih študentov, ki res z užitkom in delam in jaz nimam nobenih ovir, da svojim študentom ne dajem assignmentov za National Geographic, ne, recimo, če so dobri. In zdaj en študent, ki je najboljši, dela fantastično reportažo, ki bo objavljen 2014, a ne, pa je študent. Nimam nobenih problemov s tem. V National Geographic Slovenija, ne? Slovenija, ja. Ja, to je mogoče treba povedati, ne govorimo, ja, mednarodna, mislim, hoče reči, ameriška izdaja je nekaj popolnoma drugega kot ker je matična, ker je začetna, ja. Lokalnih imamo vsi, ne, vsi slovenski fotografi smo že imeli v lokalni slovenski izdaji, ne, ali pa... Prevedeni, ne, prevedeni, ja, ki pa ni vedno samo prevedena, inače samo, ki je tudi lokalizirana. Pa drug kriterij, ker potem vse mednarodne sveda tudi potem povzamejo ta članek in ta članek o Ljubljanci je dosegel približno 60 milijonov ljudi, ne. Zdaj predstavljaš, to je kar veliko za eno Slovenijo. So bili kakšni odzivi? So se ti, kdo recimo čistko neposredno javil, mislim, so bili, sem dobil tudi od Američanov kar nekaj mailov, ki so jih spraševali kako, kaj. Bomo pa spet realni, ne, jaz sem nažalost prevelik realist, ne. Velika večina odzivov je bilo, kje se lahko potapljam, pa kako se to da najdeti, ne. Aha, on bi našli to, kar je bilo že. Ja, oni bi tudi, ne, tako kot... Mogoče no, zdaj vidim, da tukaj nimaš nobene fotke iz Ljubljanice, mogoče samo par, nimaš, ne? Mogoče, dajno, ker ravno o tem govorimo, vse vem, da verjetno poznate, ampak meni se zdi to tako pomembna zgodba, da mogoče samo poveš tudi, zakaj pravzaprav je šlo, ne? Te najdbe v Ljubljanici so v bistvu svetovnega pomena, ne samo zaradi fotografije, ampak tudi v arheološkem smislu, ne? Ja, no, en del je pač Ljubljance je takole, ne, to je pač, kje smo, to je širši izbor, da se razume, to je bilo tudi na ameriških. Tako, no, potem pridemo pod vodo, ne, te podvodne se neki se vidi, neki se ne vidi, velika večina, dejansko se takole predmete najde, ne, to ni nič naštiman, Ljubljanca namreč odkriva, to je en drevak, ne, vidite, tako rečem, takole, drevak tam iz 1000 let stara. Na katerem delu Ljubljanice je bilo to najdeno? Tale drevak je bil pri Belkah, mačkem gor od Belk, pa te edini hiši, ki je na Ljubljanci. Tole, te amfore, tole je čista vrhnika, zato tudi voda bistveno bolj čista. To je praktično tam, kaj na kanalizacijo vam preteka, tako je smrdel, da mi je v bistvu, potem se zdaj malo boljše, ampak da mi je smrdel fotoaparat, ki sem ga imel v hišju, ki je vodotesno, ne, ki seveda nima nobenega stika z vodo, ki je tako smrdela, da ko sem fotoaparat ven iz hišju, da je še fotoaparat smrdela. Ampak so zdaj malo porihtali, tudi industrija usnja vrhnika ni več tak onesnaževalec, tako da tole je srednjeveška puščica, to je ta srednji vek. Rimska amfora, tisto prej so bile 18. pa 19. stoletje, keltska puščica, to je 2800 let stara zadeva, recimo 3000, tole je halštatska fibula, ne, tole. Arne, če se prav spomnim, je bilo pravzaprav ta odkritje so bila pravzaprav naključje, je res? To se je nekaj zgodilo? Ja, no, naključje ja in ne, ker dolga zgodba, v bistvu prvo odkritje so ga že prej, že 1894, so že dva potapljača iz Pule prišla v Ljubljanco, ko je Karl Dežman naredil deželni muzej, današnji narodni muzej, in je bil prazen, ogromna zgradba za tiste čase, ne, in brez najdb, mislim, malo najdb, ne, ni bilo še zelo veliko, in so ga hoteli napolniti. In vedel je Dežman, da so v Ljubljanci rimski predmeti, se mi pol par jih pokazali, mislim, da jih imam prav Dežmanov zadevo, kaj on najde, ker so to tudi poslikali, če se ne motim, v arhivskih
ja, tole je to. To stolica tam preloma stoletja, ne? To so rimske sulice, neke srednjeveške sulice, tole so teli rimski pilumi, ne? Tole, pa tole, ki so nastavljali tako zakonjenike, tole je keltska zadeva, tole pa sreden vek, tako na prvi pogled, tole je Rim, ne? To so tele puščice od samostrelov, in pa te korci, to so pa te blazno lepi korci, bom pokazal polkešenga, ki so tako fantastično ohranjeni. Če vas to zanima, ne, to je tole, recimo, ne. To je Rim v najlepši obliki, ne, tlele. Pri nas to znanstveniki so rekli, da je to en od teh najboljših, največjih najdišč na svetu. Ne, govorimo seveda o sladkovodnem, podvodnem najdišču, ne, drugače imajo še kaj drugega. 15.000 predmetov je bilo približno najdenih, veliko pokradenih, seveda zelo velika večina pokradenih, prodanih na tujih dražbah. Slovenija je pač tukaj ogromno izgubila in tako. Pa celo odkupovala nekaj nazaj, ne? Ja. Nekaj, kar so našli, v bistvu svoje nazaj. V bistvu smo s svojim lastnim denarjem, našim davkoplačevalskim, pač mogli odkupiti stvari, da niso šle v Nemčijo, ne? Ker je seveda boljš, da niso šle v Nemčijo, ne? Ampak ti ljudje še vedno prosto hodijo, tole ni kovanc, ampak je tak pektoral, se reče, takole velika, ne, malo takole velika zadeva, samo dva sta taka na svetu, to je cesar August, gor, ki je bil zelo pomemben za Emono, za ustanovitev Emone, no ta košček lep, 20.000 evrov smo dali, zato da ga je nekdo pač najdel, ga nesel v muzej, prodal in njemu se ni nič zgodilo. No, zdaj so se te stvari malo poristali, da ne bomo samo šimfali. Lej, še vedno počekati pa v Audi enega, ne? Ja, je pa najboljši meč je šel pa za milijon, ne? To je šel pa $1 milijon, nekam v Ameriko. Velika večina ta najlepših mečev in pa orožja je pa v Mainzu bilo prodanih, tako. Grozna zgodba, pač, ne? No in te odzivi, kot sem rekel, so me potem sprašvali, ne, jaz takole govorim, ne bo pa en pa šel preko tja, da se še takaj najde. To so v glavnem odzivi. Ti pa točen, šel ti meni pokazati, ki je to, ne, tudi to smo že imeli. Ja, celo na forumih so me obtožili, da jaz detektorje, ki ga še v življenju nisem v roki držal. Da ti z detektorjem iščeš? Ja, ne, pač tako, imam kup stvari. No, to so te fantastične, to oljenko iz brona, ne, ta je zdaj tudi v Narodnem muzeju na srečo, srednjeveški kovanci, te skledasti kovanci, vidite, ko so takole, so že kovani na keltski noc, tale srednjeveške pipe, tole sem jaz naredil, 17. stoletje, pištola, srednjeveška oljenka, srednjeveški ključi. Za to roko, jaz sem kar nekaj teh ljudi prepričal, zbirateljev, ne, narekovajo, da mi pustijo poslikati stvari, svoje zbirke in velika večina teh predmetov, ki jih tukaj lahko vidite, ne, imam še ogromno teh fotk, sploh niso arheologi videli, ne, ker pač nikoli ni prišlo do arheologije, do arheologov, do stroke sploh in ta roka je bila na podlagi te slike, ker samo ta slika obstaja, ne, ta roka je potem zginila, ta roko so arheologi ocenili, ponovadi dajo tako tam par 100 let, ali pa 100 let, ali pa 50 let, pa so že ne, ta roka je ocenjena od 1. do 19. stoletja, to se pravi 1900 let, ker pač ne more vedeti, ne, ker sam pogledal, če bi jo pa obrnil, pa pogledal bi pa takoj vedel, a je grška, a je rimska, ali pa navadno 19. stoletje secesija, ker so pač kopirali, kopirali stare grške stile. Tole je zelo lepa najdba, 14. stoletje, najstarejša oljenka, ta je tudi v privatnih rokah. No, se lahko se sekundu tukaj ostavimo, ne? To je tudi zanimiva fotografija. Majolka, pardon. Zanimivo, kako si to fotografiral, ne? Mislim, zakaj ena zatemnitev in tako, ne? Ja, malo se potrudil, ne, se pač mora se potruditi, ne, se pač studijska, ne, se tle še slabo vidno. Tole je tudi ena panska končnica, renesančna, ena redkih, mislim, ena na svetu, druga, dva, tako, take res blazne redkosti, srednji vek, to je tako tam 18., 17., 18., 19., rimske solznice,
Tole mislim, da je to itak mlajši, ne? To je tudi Rim, srednji vek, to je taka zbirka stekla, srednji vek, nisem pripričan. No, ta je en fantastičen predmet, najbolj skrivnosten dva, ali pa tri, mislim, dva, ta je najlepši, ima en doma, tega še noben arheolog ni videl, sploh ne vejo, kaj to je. To je zadržalo ta luknja, ne, tako kot eno žezlo je, intarzija iz rogov, ne, to je drugač rog, približno 7000 let staro in ne vejo, zakaj bi se to lahko uporabljalo, ker je preveč delikatno recimo za orodje ali pa orožje in samo ugibajo na podlagi te slike. Je lahko to zelo slabo konzervirano, bi prej, ko je prišla iz vode, ni bila počena, to je pošla doma, ker ni znal konzervirati, ker na podpostljenju, to veni škatli kartonasti. Kako si pa ti našel te ljudi, ki to imajo? Mogoče samo še to. Kako si našel te ljudi, ki to imajo? Kako si potem raziskal, da mislim, te ljudi se itak ve, a ne? Zdaj, problem je pač naša zakonodaja, ker če bi imeli pravno državo, bi bilo marsikaj drugače, a ne? Tudi to pač nimamo, a ne? In se ve, a ne? Oni imajo to doma in rečejo, ko vazijo, a ne? Okay. Mogoče, če se vrneva nazaj na tisto zbirko slik, ki si jih pripravil za danes, pa mogoče greva v zgodbe čez meje državne oziroma tudi malo kulturne, civilizacijske. Pa mogoče, če se ostava, vem, da si enkrat rekel, da v Indiji si pravzaprav kot fotograf neviden in da predvsem, da je tam ena najlepših svetlob. Ja. Zdaj pa mogoče malo o Indiji, pa potem naprej. Ja, Indija je, mislim, kar en kup stvari je v tej Indiji, ki res potegne, da lahko narediš dobre fotografije. Tudi si moj tečajniki, kamor vodim tečaja, ne, kar nekaj poti sem že imel, tako tam do 15 ljudi peljem v Indijo, fotkata, ne. Torej se vse čas nekaj dogaja, ne? Tudi na cesti je skozi. Ja, skozi se dogaja, svetloba je, pa predvsem je toliko ljudi, da si enostavno neopazeno, oni se nimajo časa ukvarjati s tavo, s sabo se ukvarjajo in pa toliko enih dogodkov in moj princip se ne mogoče imam narobe, moj princip dela je, da v bistvu ne iščem kadrov, ampak čakam na kadre, ker se itak zgodijo. Povsod ali samo v Indiji? V glavnem samo v Indiji. Ne, če reče, zdaj bi si pa želel imeti tle ptiča, pa tam le kravo, pa tle človeka, seveda karikiram, 5 minut počakaš pa imaš. To se pravi, greš počivati v Indijo, ne? Tako malo hecam te. Ne, Indija je kar naporno, ne, ker zgodi te ostaja. A ja, to je. Mogoče zgodba za kakšno od teh fotografij? Za tole, recimo, ta je grozna, to je Gaza. Kamor ti nimaš več vstopa? Ja, nimam več, ja. Zakaj pa? Pač vsi tisti dopisniki ali pa novinari, ki dalj časa so dole, ne, ali sami nočejo več, ker vidijo, kako je grozen in kako je brezizhodno in kako pravzaprav je dezinformirano, ali pa itak Izraelci potem prepovejo, ker napišejo pač, kako je. Tako da Izraelci to zelo dobro poskrbijo, seveda s pomočjo Amerike, tega našega policaja svetovnega. Kaj si naredil narobe, da ne članka, samo pač te članki, če napišeš tako kot je, si že ne... Zdaj, oni te ne bojo rekli, da ne smeš. Persona non grata si, ne? Ne, ti lahko priješ vizija, ker ne rabiš vizija, ne? Za Gazo rabiš pa ti, imaš en kupenih pogojev, ker Gaza je zanimiva, je pač tam, kjer se dogaja, ne? Rabiš pa ali imeti sorodnike, to jih nimam, ne? Ali imeti, ne vem, še kakšne neke nepremičnine, tudi nimam, ne? Ali pa novinar, ne? Te 3 ali pa 4, še ne vem, ampak predvsem novinar. In zdaj seveda novinar pa lahko dajo akreditacijo ali pa ne dajo akreditacijo. In potem ponavadi pogledajo na karto, ne bojo rekli, oni zdaj ne smeš. Ampak zadnje 2-krat so pač 10 dni tam čakal, ne? In oni pogledajo, da imaš povraten let, pa tako naprej, ne? In potem recimo 10. imaš let, 9. ti pa potem reče, a veste, jutri bi pa se znal zgoditi. Da boste dobili. In potem greš, ne? Mogoče tiste zgodbice Nove deklice, ki smo jo prej videli, ja, sliko v to je Gazi. ta projekt, ki ga je Slovenija dosti velikodušno podprla, finančno, ne? Tudi vi ste ga podprli. Drnovšek se takrat zavzel za to, ne? Pa potem Türk, Drnovšek še ne, Türk.
da se omogoča otrokom iz Gaze rehabilitacijo. Zdaj, zakaj otrokom to super? Ne zato, ker so otroci, jasno, skupina, ki je najbolj nasrka pri vseh teh konfliktih s civilisti, zagotovo. To je ena stvar, ena plat medalje. Druga plat medalje pa, da nišče, ki je starejši od 17 let, ne sme ven iz Gaze. Tako da 17-letniki niso smeli prideti, tudi temu, da so bili brez obeh nog. Ker pač Izraelci ne pustijo, to so take lepe stvari v Izraelu, ki bi jih kar nepar lahko povedal še. Mislim, nacija, ki je preživela holokaust, za katerega se vemo, kaj je bilo, da izganja še hujši holokaust. Mislim, to je grozno. Ampak v glavnem, to je bil projekt Soča, mi smo, Slovenija je kar nekaj tem otrokom omogočila in proteze in rehabilitacije, kar nekaj denarja za to šlo. Res pa je, da so tuji donatorji, mislim, da so celo ta sistem matchinga, celo to, kako je zbrala Slovenija, so zbrati Američani pa Emirati, pa ne vem še kaj. Tako da je bilo kar nekaj denarja porabljenega za to. S tem, da jaz laično super, ampak mogoče bi se dali tudi boljšno. Ampak, ker se vsaka zgodba lahko potem samo tle sedimo cel večer. Dal bi se boljše narediti, premali bilo narejenega za izobrazbo tam dol, oni so se preveč zanašali tudi na to, da pridejo sem, potem itak noben hoče več nazaj, tudi otrok, kljub temu, da imajo dol starše, da se prvič igrajo, prvič da igra, če se igra z Lego kockami, se stvari. Jasno, da noben hoče nazaj, kaj potem delajo dol, proteze uničujejo, zato da bi spet prišli nazaj, tako naprej. Skratka, dolga zgodba, grozne zgodbe. Zdaj si se pa dotaknil tega, rekla, malo bolj temačnega dela svojega dela. Ti se smeješ, ampak vendar ne. Videl si marsikaj, Mene nam pretresla eno tvojih odgovorov, da si moral v bistvu hoditi po pakistanskih otrocih, takrat, ko si, če si hotel po potresu dobiti fotografije. To je pač katastrofa, to ne moš pomagati. To ni tako hudo, kot je človek zraven, kot je v Gazi, recimo, ko si v množici ljudi in potem Izraelci streljajo snajperi samo otroke. Tako da bom pokazal kakšno fotko. In to z dušilcem, da sem to doživel do te mere, da so se vsi okrog mene metali po tleh, jaz sem rekel, pa kva me se noben nastrelja? Oni so pa slišali to nekaj krogle, jaz pa nisem bil to krogle. Da bi to slišal, no si pa sem tudi jaz. Čakajmo to poskusu najde. In kako se s tem, recimo, potem soočaš, ne vem, ravno s takimi situacijami? Ker vem, da sicer nisi tak, da bi zdaj življenje postavilo na rob za eno dobro fotografijo, Vendar ne predvsej premisliš, kam šlo in kako. V Gazi bo vse drugačno, čakaj, pa da bom najdel kakšno, ampak ni rečen, da jih sploh imam. Sam mečkati. Prav te otroke, kjer sem eno sliko bi vam rad pokazal, ko sem imel zelo dobre veze, bolniki, ko sem imel zelo dobre veze v sami Gazi, takrat še z živečim Arafatom. V Sloveniji živi, ne bom povedal z imenom, ampak en gospod, izredno zanimiv, ki je bil, drugače končal ekonomijo in potem bil zelo, zdaj je že v pokoju, bil zelo visoko v banki, mislim, da je bil komercialni direktor ene od slovenskih bank, da ga ne bomo preveč identificirali, drugače bil pa 17 let terorist v PLO-ju. In je praktično celo svojo mladost, 60-ta, ta 60s, burna 60-ta, je preživel dol v teh taboriščih za, enkrat je bil celo edini preživeli enega izraelskega napada raketnega. To pa zato, ker je imel drisko in je bil na stranišču, ki je bil betonski, in ko so jih zraketirali, so bili vsi mrtvi razen njega, ki je sedel praktično cele dneve na stranišču, pač na tisti luknjem betonskem bloku in je ostal živ. Osebni prijatelj Arafata, tudi moj prijatelj, dobro lahko rečem, upam, pištola, ki je nosil Arafat za pasom, je bilo njegovo darilo. Prvo, ki mi recimo, ko je njemu tem mojim prijatelju v Ljubljani v Sloveniji umrla mama, je bil Arafat prvi, ki mu je izrazil sožalje, skratka zelo tesno naveza in seveda pri takih navezah
če te nekdo, ki ima stanovanje 300 kvadratov v Bethlehemu, kjer sem jaz stanoval pri njemu, ki mu ga je dal PLO za zasluge, ne, pa veste, da ni malo naredil za njih, ne. Skratka, zelo dobre veze in sem bil zelo bliz tega, tako da sem bil res lahko in na fronti in na, ne, to so ti otroci in zelo natančno jih zadanejo in potem s tem pol končajo, tako so vsak dan so končali te demonstracije s tem, da so enega pač ustreljali tam 12 let, recimo 10-12 let. Zakaj ravno otroke je to najbolj boli? Ja, to je pač najbolj zjezi jih, ne. Palestince seveda, ne, da je to najbolj zjezi, kaj te ne, ja ne. Nisem dal vseh let tista, kar sem hotel pokazati, ni manjka. Namreč bil sem tudi v bolnici velikrat, kjer sem A si ti približno sanje, koliko fotk imaš? Nisem prišel multitask. Bil sem v bolnici, recimo, ko so, jaz sem že prej izvedel svojega otročka ubili, tam smo skupaj bili, ne, pač demonstrali sem fotkal, oni so tam metali takele kamne, ne, na onaj bunker je 6 metrov železo betona, ne, oni so pač streljali. To je približno tam ta konflikt, ne, tako izgleda ta merjenje moči. No in potem so, recimo, vsak dan so kakšnega ubili in sem potem jaz šel z njim, s tem mrtvim otrokom v bolnico, pač v mrtvašnico, no ne v bolnico, bolnica ima vsaka bolnica ima mrtvašnico vgled, ne, in so ga pač tam dali na tisto rostvraj mizo, ne, in obvestili starše, ne, jaz sem imel pa, ne, uro, recimo časa, da sem bil tam z njim pač v tej mrtvašnici in sem lahko počakal starše, da so se odprle vrata, ne, in tako sem da vrata, da je ležil ta otrok njihov, ne, si predstavljate, ko vidiš svojega sina 10 let starega streljenega, ki je šel zjutraj v šolo, sam je šel špricati, ampak je šel kaj pač kamne metan. In so prišli starši, mame ne, ker ne smajo, samo moški, ne, si predstavljate te emocije, nimam te fotke tlele, no, drugič pokazal. Kako si šel zvečer spat potem po takem? Pač to je delo, a ne, to... No pa vendarle, kako? Verjetno to sploh ni pred tak 30 leti ti ni bilo tako. Lahko. Ti je zdaj lažje, si utopel, ne vem. Ne, to ni tak problem, vse to nobenimo ni tak problem. Vsak, ki se znade v takih situaciji, vidi, da to ni tako grozno, zares. Mislim, pač narediš si dokler ni tvoj otrok. Ne, ja, to je jasno. Ampak narediš si neko barijero in pač se te ne dotakne do te mere, ker bi se ti mogla, ne, recimo na nek način. Jaz bi rekel, da je to bolj potem se te dotakne tako, da se ti življenjski nazor spremeni do odnos do celega sveta, ker cel svet je tak, a ne, ne tak, kot ga, ne vem, no se nismo več tako naivni, da bi ga sploh še kdo hotel tako prikazati, ne, ampak svet je tak, to, kar sem zdaj govoril, mrtvi otrok na rostvraj mizi, ne pa svet je tudi tak, da je... Eurovizija, recimo. Eno, ampak svet je tudi tak, svet je tudi tak, da je otrok preživel na operacijski mizi, ker to že znajo narediti, ne? Recimo, no, tudi čas. Imam tudi fotke, ki ima kroglo možgani, pa ni preživel. Ja, no, ampak so tudi druge zgodbe, no, ampak bolj me zanima recimo to, kako se, jaz točno vem, da ti pač spolniš s temi izkušnjami ta svoj pesimizem življenjski, mislim pač ta, malo pa tudi provociraš z njim, ampak kako narediš, recimo, če veš, da te čaka recimo ena taka malo bolj zoprna pot, kot je bila recimo ta delovna pot, ta naloga recimo za Gazo, kakorkoli, ne vem, imaš kakšne posebne metode pri sebi, ne vem, tako... Medikamente, misliš? Ne mislim tako, pa tako, a se pripravaš čist psihološko na te zadeve, a se ti ni treba več? Ne. Se ti bilo treba kdaj sploh? Ne. To je dosti bolj enostavno, kot si misliš, no, ni to tako komplicirano. Se verjetno tisti, ki to ne zmore, tega ne počne več, ne, to je tudi dejstvo. Ni to komplicirano, ko se to vse v neko sintezo, da je v bistvu vse brez veze, ne, to pa je komplicirano, potem, ko vidiš, da je brzo res in da se vse vrti, potem znaš še okrog denarja, moči, pa še mečka seksa, recimo, ne, ampak glavno okrog moči pa denarja. In da je samo to, ne, ko nam govorijo neki beli, teči, črni. In če zdaj pomisliš, recimo... To so samo kdo ima, pa kdo nima, pa kdo bo komu vzel, to je tiste zadnje, kar se da vzeti, to govori za našo državo, ne, beli, teči, halo. Ampak v teh fotografijah imaš pač z različnih dežel, različne zgodbe, pa mogoče, če zdaj pomisliš za nazaj,
katera od zgodb, recimo zadnjih let ali pa nasploh, se te je dotaknila tako najbolj pozitivno, no? Pa pustila se malo, pa pojeva tako, no? Recimo, kdaj si bil pa prijetno presenečen v kakšni zgodbi? To se ti mora dogajati. To sem bil, ja. Me pa prav zanima. To je pa bila pot v Novo Kaledonijo 2 leti nazaj, mislim, da je 2 počitnice nazaj. To je pa še tak svet, ki rečeš, ok, no, se še da. Ampak seveda, zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker Nova Kaledonija naredi 90% nikla svetovnega, ki je strateški material, kar pomeni, da imajo veliko blagostanje, ker če tega strateškega materijala ne bilo, se seveda ogromne denarja se kjovajo. Zato, ker je to francoski departement še vedno, kar pomeni, da je del Francije, da je to evropska skupnost, kar pomeni, da jo ščiti dva boga točka, kompletna francoska mornarica z letalosilkami, da jim Japonci ne kradejo rib izpred nosa, ker delajo drugače posod po svetu. In še marsikaj tega, sprav skratka spet neka konglomerat interesov, ki je pač na srečo ohranil eno lepo otočje tako, kot mora biti. Sosednje Vanuatu, ki so se posamosvojili, osamosvojili so pa totalno vk, jasno, ker so nimajo nič, živijo revšni in rekel, podpadno gledajo, kaj se bo zgodilo, pa se nič ne zgodi. No in pozitivno, ki te je tukaj presenetilo, kaj? Lepota narave in pa v bistvu organiziranost tega sveta tam. Vsa ta organizacija je naša evropska organiziranost, ki jo financiramo ne mi, tokrat Francozi, davkoplačevalci francoski, in Francozi recimo tako velik paradoks pritiskajo na Novo Kaledonijo, naj se že končno osamosvoji, ker jih preveč košta, oni se pa pač nočijo. Tako je dober. In vsak mu priporoča, da gre kaj, jaz če bi bil mlad, bi zagotovo se preselil. To je edina destinacija na svetu, kjer bi živel razen v Sloveniji. To potem ni slučaj, da kljub življenju v Švici, pa v Parizu, pa tako, da si se vrnil nazaj v Slovenijo. Zakaj ti je pa tukaj prav Slovenija in pa Nova Kaledonija. No, ampak zdaj si v Sloveniji in zakaj Slovenija? Ja, Slovenija, zato ker je pač najlepša, meni je najbližje, zato ker sem tukaj, jaz se to imamo nosi vse, pa ne, to nostalgijo. A to pomeni, da vedno zelo težko čakaš, da greš domov iz teh asanjatov, z teh poti? Ja, se veseliš? Ja, pa si pa spet tako že, da grem. Potem, ko prižgeš televizijo. Schizofrenost itak, ne, ampak ja, ne, Slovenija, ki pa lahko tako, bom rekel, smo dobro živeli, kvaliteta življenja bo zelo hitro zdaj začelo padati, meni je že zelo, ne vem kako je vam, verjetno tudi že malo, meni zelo, kar pomeni, da ne bo več tako fajn, ne, to, da smo rekli, imamo v bistvu vse, imamo vse naravne danosti, če 10 minut si v gozdu s kolesom, srečaš medveda, nekje boš to v Parizu naredil, imamo dovolj kulture, imamo dovolj komunale, jaz svet sodim po komunali, kamorkoli pridem, sam to pogledaš, mislim komunala. Če to funkcionira potem? Če to funkcionira vse, če funkcionira elektrika, kanalizacija, voda, pa čistoča v nekem mestu, veš, da si... No in to Indija pač ni primer, večinoma, ne? Skratka, to imamo še vse, še vedno zelo lepo, ne pejte, mislim, tisti, ki sam malo da nos čez meje, pa se potem prideš iz Indije in greš čez Tivo in rečeš, mata, ne, nacionalni park, predsedniška palača, ne, je Tivoli, pa je javni prostor, ne, proti nečemu, kjer se v tretjem svetu dogaja. Skratka, imamo fantastično deželo, pa malo slabšo državo. Ki bi jo ti ukinil in bi jo priključil v Avstriji. Tako, ja. To ni provokacija, začetka je to provokacija. Zdaj pa resno tako razmišljam. Začetka sem se norce delal, zdaj se mi zdi pa res zmeri bolj pametna ideja. Predstavljaš si, koliko ljudi, ki... Zakaj smo se osamosvojili? Samo zato, da eni se redijo. In oni so točno vedeli, mi smo bili bebci, mi smo bili v tistih letih, ki bi mogli biti zdaj bogati, mi smo bili v tistih najlepših letih, mogli gledati, kako nas kradejo, pa nismo dobro zaštekali. Zato so se našli samosvojili. Misliš, če bi bili za Avstrijo, seveda bi v tem ti naredil tudi zgodbo, ne? Čisto sen reki, kom si, samo da ti je dobro. A ni čisto sen? Ja, čisto sen je. Vi mi povejte, a je čisto sen? Jaz sem davno predstavljala, me zanima... Razumeš, predstavljaj si, koliko služb, vse občine bi v kinu, vlado bi v kinu, vse tiste menze... Težko bi bilo brezposelnih dodatno, priznamo. Sej to je pač jasno, provokacija in utopija, ampak ne pa toliko zlo. Jaz pa to eno vprašanje, če smem, ne. Dejstvo je, da smo mi za Avstrijce čefure, bodimo pošteni, ne. Ja, smo, ampak se to bi, v eni generaciji bi se to spremenili. Kako bi nas Avstrijci tretirali? Mi bili za Avstrijce vedno pač ne.
Jaz govorim... Poznam, da so kadena tudi z njimi precej zahodni, bolj pošteni, ne? Se strinjam popolnoma, da smo čufuri, ampak vse to se spremeni, ne, počasi. No, kako pa nate kot na Slovenca, je to sploh pomembno? Pa Italijani, no, se niso bez neke avstricofilme. Hočem reči, premajhna država smo, bistveno premajhna smo, vidimo to, ne vem, bom rekel, zelo enostavno pri mojem delu na National Geographicu, za 2 milijona ljudi, za 2 milijona govornega področja ne morete nič narediti, da bi lahko bilo komercialno, normalno in uspešno. Ampak tudi tega Danska zelo majhna. Danska ima 3,5 milijona ljudi, isto Finska. Zelo lepo funkcionirajo. Ta majhnost zadnji ni toliko. Jaz sem pripričan, no, je pa tako, kako ima pa zelo enostavno odgovor za Dansko, kako ima pa, če živimo v National Geographicu, oni imajo eno edicijo za vse skandinavske države, imajo 150.000 naklade, mi imamo 5.000 naklade. To zbrav se da tudi tam to v tej, bom rekel, nordijski skupnosti zagotovo boljš pošlihtati. Oni samo malo nekaj alternacijo jezika naredijo in je v bistvu vse to, mi gledamo tako, Danska, Norveška, Švedska, to je vse ena sama izdaja, ki jih vse poznava, uredniki, recimo, verjetno tudi na drugih področjih, ko deluje, za druge ne vem. Tako da mi smo tlele mehni, ali pa tako rekel, jaz drugega ne vidim kot to, no, ali pa tako rečemo. Jaz se tudi Nemcem in Avstrijcem vključil že zaradi tega, ker so se borili proti njim. Vem, Zdaj smo šli zelo daleč. Ja. So ga lahko lepo razmo, naravno se priključiti nikomu. Ne, pustimo. bojim se, da ga tle ne bomo porazili, no, kljub temu, Jaz da... se jih ne bojim. Dej, da vidimo to v tem kavi. Ampak da jih ne bomo porazili. Mi se pa vrnemo v fotografiji. Ker je to rak, to je rak. Politika je pač rak, ki raste in kjerkoli odrežeš in to rak, ki je že šel v metastaze, bo zrastel pa še tle. Tako je tudi s svojim pesimizmom, imam jaz občutek. To te kar ne neha se. Ampak, veš, kaj me še zanima? Glede na to, da je fotografija univerzalna, brez čas, oziroma pač predvsem naj ne bi imela jezika, tako kot imamo recimo pesem in če je v slovenskem jeziku, je to seveda krasno, ampak je lahko tudi uvira za nekega Avstrijca recimo. Pri fotografiji je to drugače. A pa to, da si ti slovenski fotograf iz te majhne državice, je to kdaj bila prednost, je to sploh pomembno, da sploh kdaj vprašajo, odkot si? Včasih je prednost, včasih je slabost, tako da to, ampak ni pa to nek faktor, ki bi lahko, tukaj sam pač takšna je fotka in to tako je, če se kako, tudi, ko je Ciril dobil nagrado, je ni to dobil kaj Slovenca, zelo lepo rečeno. In ti si v Perpignan dobil nagrado za slovenske Rome, za zgodbo? Mislim, nagrado, jaz temu sicer ne rečem nagrada, to je meni nagrada, ker je to pač tako velik dosežek, ki sem si ga zmeri želel, ki je primerljiv, ali pa celo več mogoče za kakšnega kot objavo National Geographic. To pomeni eno pač projekcija na enem največjih pravzaprav festivalov fotografije, vsaj v Evropi. Najpomembnejšem, sigurno svetovnem in pa tudi ko vidiš, kakšni ljudje imajo ta projekcija, potem imajo dejansko najboljši, trenutno najboljši, mislim, da se je res raje, zraven pa se da sreča, se je spet vse nekaj poklopil. Ampak glej, je treba tudi delati, da se poklopi. No, zdaj pa priložnost za vas, hvala še za tisto vprašanje prej, ampak mogoče še kdo, kakšna misel, kar izvolite? Morda kakšno fotko iz Nove Kaledonije, tako je tako kvalitetno, da vidimo kaj. Odlično ideja, hvala lepa. No, imam doskrat tudi predavanje prav Nove Kaledonije, tako da je to dosti dolga zgodbica. Slike govorijo. Nič posebnega, samo v fotografskem smislu, je pa samo blazno lepo. To je dežela, ki je tako od začetku kapučino je 3,5 €, juha v Kitajski pa 17 €. Tako da tukaj je, to je Evropska skupnost, to je najvišji nivo, vsi se vozijo. GP standard je, mislim, da je bruto, Slovenija ima, mislim, da 22.000 na let. Oni imajo, mislim, da nekaj okrog 40.000, to se prav še enkrat bogatejši so že takoj na začetku, v samem štartu. To pomeni, ne bodo zaradi nikla, pa predvsem zaradi francoskega protektorata. Skratka, standard, jaz sem bil tam 3 tedne in v tem času so ukradli en avto in to je bil big news in potem so ga še najdli na konc, ko sem šel. Pa ni malo ljudi, da se razumemo, to je za dve Slovenije, mislim, da je drugi največji koralni greben, spet sem obavrnil na to, da vam pa čez rad morje, če ne maraš morje, pa ni tako iskati.
če imaš tudi hribe, pol nekaj. Čeprav imajo tudi hribe, imajo gorsko kolesarstvo, imajo od gozdov, pragozdov, letne čase imajo, ker meni zelo veliko pomeni, jaz recimo na eni Tajski ne morem biti, mislim, ne morem biti, ni fajna, ne, to so samo sanje nekih ljudi, ki kamor ne grejo, ne, da zdaj cel let 30 stopinj znoriš, ne, ker skozi let vsak dan gre ob 6 dol, sonce pa vsak dan ob 6 gor, pa cel let je ista temperatura, samo 2 meseca dežuje. Vlaga je tiste, ki nismo navajeni. Ja, ampak predvsem, ne, Menjave, ne? Menjave, ti rabiš menjavo. Menjave. Jaz spomladi, ko mi čakam poletje, ko mi čakam jesen, ko bo kosten tamle na Tromostoju, pa pol čakaš zimo, da bo sneg, pa čakaš spet pomlad, pa, ne, tam pa isto javno, vsak dan, leto in dan. No, Nova Makedonija ni tako, ima letne čase. Jaz, ko sem bil tam je bila zima, dolge hlače, zjutraj flis, čez dan 25. Zima. To je zima. Tako ja, zima. Poleti pa 35, ne? Ja, to je zima. Ja, poleti pa 35, skratka gre gor in dole, ne? Ja, temu skoro težko reči, v 3 tednih nisem imel želje, da bi oblekel kratkih hlač, ampak je bilo skozi vroče. Ampak ni bilo pa prevroče. No? Kakšno fotografijo imaš? Ja. Ampak, kad sem rekel, fotke nisem nič posebnega, ker ni kaj dosti za pokazati. Mogoče ti povšeč zato, ker tam ni bilo kaj dosti za gledati v tem drugi največji koralni greben na svetu, ne po procentu, ampak po... Kaj pa če tam gledamo tisto luč, mogoče boljše, ker tole se res nič ne vidi. A se da malo bošti. Drugi največji koralni greben na svetu, okrog Nove Kaledonije je rif, približno 30 metrov globine, okrog in okrog, to par kilometrov ven, potem na rifu dol pa na 2000, se pravi, vse te velike ribe se lovi v zuni, noter pa relativno varno. Nova Kaledonija ima svetovnega prvaka v kajtanju, svetovnega prvaka v surfanju, svetovnega prvaka v hobiketu, skratka idealne razmere za jadrati. Mladi, samo šport, jaz sem bil pri družinah, pridejo dan, torba šolska v kot, ali jadrat, ali tavhat, ali surfat, ali kolesart. Skratka, vse na športu, vse na zdravju. Bom rekel, neke vrste utopija. No. Takole pa zgleda, jaz sem 10 ur helikopterja, za ston so mi ga plačala Nova Kaledonija in pa njihova nikl industrija, tako da sem kar nekaj teh, ne vidim, ne še tle, no tole je tak katamaranček lep zasidrana, ne misli, da je to kopno, to je vse voda, seveda. To je vse pod vodo, nad vodo je samo tole, ne. Taki li v točki, prideš sem, smo šli, vržeš trnk, 10 sekundah imaš, ne vem, 3 kilsko tuno, jo daš na žar, potem pride pa Coast Guard, obalna straža, ja, neki patrulni čoln, mislim, da ga imam celo na fotki. In smo rekli, zdaj bo pa sranje, ne, ribe lovimo, ogenj kurmo, ne. In oni so prišli in so rekli, a je vse v redu, a se imate dobro, super. A še kaj ostalo? A lahko kaj, pomagamo, ne, ni treba, super, pa so šli. Ne, to je odnos, recimo, ne tist, da se v Sloveniji ne smemo s kolesi po hribih voziti, zato ker smo gorski kolesarji, škodljivci. Ne, tole kajtanje, takole vsi v glavnem živijo v majhnih hišicah, nizkih, ni blokov, ni stanovanj, vse so hiše, ker je tako visok standard, do vode, vsak ima takole imaš pomoček, ne, če povečamo, tele si pač svoj čoln, prevežeš bazene, imajo si tole Nuema, pač to glavno mesto, pod vodo nekaj raziskave, mislim, tukaj vidiš denar, ne, oni so rekli, kaj pa, če se ribe drugače na koralnih grebenjih obnašajo, kot takrat, kadar jih mi gledamo, ker oni nas vidijo in se drugače obnašajo. Kaj so naredili nek projekt, kjer smo stavili 1000 kamer pod vodo in jo dajo kamero, ki snema in potem samo vsake 3 dni zamenjajo kartice, pa pol gledajo ribe, mislim, ne, to se vidi pač denarna, ne. To je ena od teh raziskav, tako je potem ta koralni greben slika in potem smo mi šli in čez 3 dni pa šli po film. Tako da imaš nekega jastoga tle v eni luknji in potem ga kamera dan in noč slika in ti gledaš, kako se jastok obnaša. Kar je super. No, to je tole, to je ta Coast Guard. Kaj me preseneča? Raki, morska hrana, nacionalni parki ptiči, no tole, sladkovodna jezera, hribi za gorska kolesarstva, makadami, imajo tek čez, imajo vse, kar je, kar neho, nekaj res predobro. Praktično vse rastline so endemiti, ker je to, ta Pangea je bila, ja, to delače,
in imajo, ne vem, 80-90% so endemiti, imaš ptiče, tega, ko je že, kagu, nekaj tazga. Kiwi. Ne. Ne. Kagu, mislim, da je. Ko ga primeš, ko prideš divji ptič, ki sploh nima sovražnikov, neke čudne praproti, take prehistorične rastejo, tako gozd zgleda, tega ptiča pokazal. Konji divjajo, srne, no te srne so malo problem, ker so jih naselili, pa jih je treba pobijati, ne. Zdaj se že pozabil številke, ne, potem pa za vsako srno, ki jo ustreliš, dobiš država da, ne vem, mislim, da 100 €, nekaj tazga in lahko strelaš, in srni pa je tako preveč, ne, tako da si mesečni dohodek za par tisoč € povečaš s parimi srnami, ker so škodljivke, ne, ker jih je preveč, ker so jih naselili, ne vem, 19. stoletje, 20. Ane, te lahko samo nekaj, no, ves čas me to malo špika. Po eni strani si tako zelo glasen nasprotnik kapitalizma in te zahodnjaške kulture, tukaj pa ves čas pravzaprav na nek način ravno ta denar je kapitalizem, ne? Samo tukaj je razdeljen, a veš, jaz sem nasprotnik kapitalizma v tej najčistejši turbokapitalistični obliki, čem je tam drugače? Kjer je napačna distribucija, ne. Tukaj imajo vsi ogromen od tega. Ni revščine? Ne. Ni brezposelnih? Ne, okej. So malo problemi z domorodci, pa ne zato, ker je pač drugačna kultura in se zelo težko vklopijo v drugačne načine razmišljanja. Ampak samo zato. Nobenega nasilja ni razen v teh domorodskih skupinah, ki so pač jasno izkorenjeni iz svojih tradicionalnih vrednot in tam so manjši problemi. Ampak ne zato, ker bi belci v narekovaju te klasični kolonialisti zatirali, ampak ker je pač dejansko clash dveh civilizacij, no pa še par teh fotk, ki so mi zelo všeč, to najbolj moderne, kompjuterizirane tovarne tega nikla. To so take fotke, ki so meni fajn, ker ta nikel teče in res lepo fotkat, krasno. To je koliko tažen stopin, seveda, to so te plavži, to je vse računalniško vodeno, to je zadnja tehnologija, te res so bolj za okras tle, ker pa malo gledajo sam, kako stroji delajo, pa če se kaj zamaši, pa kaj. Takole v teh liftih sem se vozil gor pod stropom. To so ti, ne, plavži, se pravi, nisem bil pripravljen zaradi, to jemlje vzorce iz plavža. Nisem bil pripravljen, da bi še kaj številke povedal, ki bi jih mogel malo ponoviti, sem nekaj napisanja. Skratka, Nova Kaledonija, pejte. Pa ne na počitnice kaj deleč, je pa zelo deleč. To je njen problem. Ampak to je pa tudi fajn, ker je to deleč stran od naše civilizacije. In še enkrat podajam, distribucija bogatstva, bom rekel, je tukaj popolnoma drugačna. Zelo podobna nordijskim državam, pa zelo deleč od tega, kar imamo mi tukaj, ali pa pač, da ne govorimo o tretjem svetu, ki je pa itak katastrofa. Se pravi socialni kapitalizem. Tako, recimo. Kako je najlažje dostopna, kako ste šel na te? Kaj če boš pardon nisem? Kako je najlažje dostopna? Ja, zdaj tako, ker je tako drago, ti ne moš kaj pa malo začeti bluziti, kaj bi delal tam, ne. Dobro, če bi bil mlad, bi verjetno to tudi naredil, ne. Najbližja pot do tja je pa? Najbližja pot je, ko si v Seulu, si na pol. Ali pa v Tokiju. To je takole, ne. Če še dobro pogledaš, je od spodaj, ne. Da skoraj ne moramo jeti, ne. To pa Polineziji? To je 30 ur čistega leta, brez čakanja na letališčih. A to blizu Polinezije, francosko? To je med Fidžijem, Avstralijo, med Fidžijem in Avstralijo, no, recimo, tako reči. To je francoska Polinezija, ja. Francoska Polinezija. Prosim? Francoska Polinezija. Francoska, ja. Vanuatu je tudi bil, sem so se osamosvojili, tam je pa seveda pač šlo vse pogobe bolj. Ok, če kakšno vprašanje mogoče? Tam pa je ta kapitalizem, ne, tam pa je pa zelo bogatih, pa ogromno revnih. Ampak so pa samosvojeni, ne, tako kot smo mi. In malikujemo osamosvojitelje. Ampak ni tudi bila prav osamosvojitev eden od razlogov, da si se ti vrnil v Slovenijo? Ne. Takrat? Kaj? Ne? Ne. Sprašujem? Ne. Ok. Jaz sem bil takrat v Novi Gvineji in sem prišel nazaj v Evropo
In gledam televizijo in vidim, imate spet za nekaj po Evropi streljajo, to si pa to znači, to je pa pred pošto. Tako sem jaz doživel samozvajanje, da si pa 3 mesece v džungli Novi Kaledoniji. Je dobro. Če kakšno vprašanje? In so potnico malo vzeli, kako je rekla, ja, le vojno imamo, se rekel, da super. Bom pa še malo tukaj vstal. Arne, mogoče zdaj za konec, ob vsem tem, kar si že dosegel, ob vsem tem, kar se ti je že zgodilo in kar si že doživel, kaj je pa tisto, kar recimo zdaj National Geographic se je zgodil, še vedno si tudi urednik in tako naprej, zdaj si profesor. Kaj je pa še tisto, kar bi pa še rad naredil s fotografijo, doživel s fotografijo, ali pa ne samo s fotografijo, nasploh v življenju? Kaj bi ti bilo še tisto, kar bi mogoče kakšne sanje, čeprav vem, da spet sanje mi nisi čisto ti, ne? Ne, imam veliko sanj. Jaz bi rekel tako, da bi lahko delal tisto, kar si želim, ne take zgodbe, ki si želim, ki jih pač enostavno ne morem delati. Ne? Takih zgodb pa ne morem delati, zato ker nihče takih zgodb si ne želi in jih tudi noče. Kakšne takih je, recimo? Kar tako je pokazal. In bom tudi takoj povedal, kako je do te zgodbe prišlo, ne? Samo, ne? Kaj bi se zgodilo, da bi trenil tale tvoj računalnik? Imaš to vse? Crkno. Ja. No, to je ta zgodba, recimo Bangladeša pa Indije, na meji z Indijo. Ta zgodba je ena najbolj krutih zgodb v zadnjem času, svetovnih zgodb, noben zelo malo ljudi vezano, to se pravi, Indija je zgradila zid okrog Bangladeša, 2500 km dolg, mi podiramo zidove, kao ne, berlinske pa take, pa ne kakšne še, železne, Oni pa kravite zavese. ne? Oni pa na novo to delajo, seveda, ker se pač počutijo močnejše in so to tudi naredili, ne? In dnevno praktično pobijajo in mučijo ljudi, svoje ljudi, ali pa Bangladešce na tej meji. To izgleda takole, to je kot koncentracijsko taborišče, tole tukaj je že Indija, to je 250 metrov prostora, oni so 250 metrov noter naredili, to se pravi, ko ti stopaš sem, te lahko že ustrelijo ali pa aretirajo, preden prideš to do zida, zato imam tudi fotke vse od delač, na žalost, da vidite, to so takole. In zakaj so delajo? Stolpi. Zato, da pridržijo Bangladešce, ki mečkam so ekonomsko šibkejši, a ne, Bangladeš je šibkejši, največja naseljenost na svetu je, ne. Da jih zadržijo tam? Da jih zadržijo tam, da ni neke vrste, bomo rekli, preprodaje, a ne, s tem, da je ta preprodaja nekje čisto legalna, mislim, to je zelo grobna zgodba, namreč v Indiji so krave svete, kao, in švercajo krave v Bangladeš, kjer so muslimani jih lahko jejo. Samo Indijci jih z veseljem seveda prodajo, kljub temu, da ko začnejo govoriti, rupije je čisto vse svetost, a ne, rupija ima le svojo moč in približno 50 000 krav dnevno, nočno, to gre čez mejo vsak dan. In oni pa streljajo tihotapce. To so te krave, mislim, ne? Ja, to so indijske krave, ki jih pol Pakistanci, Bangladešci pojejo. To so taki stražni stolpi, to je tako kot Dachau, ne, so reflektorji, dol svetijo. In tole je pa 2 ukradene fotke, zelo težko sem do njih prišel. Tole je Bangladeš, ne, to je pa Indija, tam pa jasno, kjer je voda, pa na vodi branijo to, branijo. No in jaz sem delal zgodbo o teh družinah, kjer jih pobijajo otroke, tema so bili sina, par dni nazaj, nek tednov nazaj, mogoče oče, mama. Njega so, ta je on še živ, ampak so ga tlele, so ga čist razbili, temu so roko zlomili. Tega so ubili moža, ima sam še osebno izkaznico, to je njen brat, tle se ga vidne, mrtev na tleh. Tega so prestrelili, tega so mu sina ubili, tega so mučili, ko mu oko iztakne. To je zgodba, ki si ti želiš delati? Ja, mislim, da take zgodbe je treba delati. Tale je meni najbolj grozna, ker so ga mučili najprej, čakaj, kje si, najprej so ga mučili, bom povečal, potem pa še eksekucijsko ustrelili, da se vidi, da so ga mučili. In pazi, mučijo pa samo tiste, ki ne zdaj vse, ne, to je BSF, Border Security Force, ne vse, ki švercajo, ampak samo tiste, ki ne plačajo njim zato, da lahko švercajo. Tisti, ki švercajo, ki pa njih podkupujo in podprajo gate, pa grejo skozi, ne samo berejo procente. Tisti, ki pa ne dajo tega procenta in tlele fantje, recimo tale, je zaslužil, ne vem, 10 € na noč
in je pač zato tudi plačal življenje. Velikih eksekucijsko prav tako strelil v tilnik ali pa v čelo in to je Indija mirno, ne, to naša, to se nič ne govori in ker se to ne govori, to pač... In kako si prišel ti do te zgodbe? Tako da je Meta, moja sodelavka, dobila nagrado za najboljši novinarski dosežek Evrope, ki ga je podelil Genša, ne, ta bivši zunanji, na Dunaju, z stiskom roke in 5000 evrov, ki smo jih zagonila za to zgodbo in prišla ven z 5000 evrov minusa, ker je pač nihče ni hotel objaviti. Še? Prav nikoli ne bo to objavljeno. Zakaj ne? Ne vem, če do zdaj ni bilo. No, tole recimo je urgenca v Indiji za te ljudi. Tole je urgenca, da se razume, to ni, so razvaline, to je urgenca. Tole je pa urgenca, zdaj pa poštejte glave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to pa je še nekje, jaz nekoli najdem, pa 3 posle v urgentni delek bolnice za te ljudi, ki tam živijo na meji. In to je tale, če ste ga videli, tale je tale, a ga vidite, tale je tale. In je bil tako mučen in pretepen tolikrat, ker so ga ujeli in ga držali dolg časa noter, da je bil pa čisto imel zdravljen in smo potem mi z Metom mu tudi plačala to urgenco, da so ga neki pač... Ja, smo ga pelali v bolnico z našim džipom, najnim džipom, to je bila ena najbolj nevarnih poti. No, tako priješ do takih poti, da daš svoj denar, da lahko delaš zgodbe. Ne, to se mi zdi krivica, tako pač je. In ko si rekla, kaj si želim, želim si, da bi ne bilo treba dati svojega denarja, da bi delali take zgodbe. In da bi bile potem objavljene, ne? Seveda, ne, jasno, se to je namena, ne. Ampak očitno ne fotkam dosti dobro. Ampak dajmo zaključiti vse, mogoče se kakšno tisto Novo Kaledonijo, da je še enkrat tisto fotko gore, da se malo oči spočijemo, pa duše zaspat. Glejte, res se lahko spočiješ, Kalkuta. Ko smo prišla nazaj z Meto iz Dake v Kalkutu in Meta rekla, wow, kakšno razkošje, etle, v Kalkuti, ker Daka je pa poden. To je Blade Runner, tisti, ki ste ga gledali. To je Daka, Blade Runner, če se spomnite tega filma iz 79. Kaj boste rekli, koliko bi bilo v Sloveniji ljudi, če bi nas bilo toliko na kvadratni kilometer ali pa meter kot v Bangladešu? Rečete mi eno cifro. 50 milijonov. 60. Wow. Se pravi, kaj 30? Na vsakega od vas še 30 ljudi tle. Ok. Oni že morajo imeti svoje. Da bojo pod vodo, ne, če spije za... Itak, ja. Ok, zdaj pa res mogoče čisto za konec, če Arne, zgodba v Sloveniji, ki te v tem trenutku recimo fotografsko še zanima, ali pa če bi seveda ti nekdo plačal in tako? Slovenija je težava, ne? Slovenija je težava zato, ker nekako se ne spravljamo zraven, ker so te zgodbe, se pa na koncu meri uspem, kakorkoli že, ne, Ljubljanca, Romi, na koncu pa so slovenske zgodbe, ne. Proteus je bil tudi en najbolj mojih prodajanih zgodb. Pa Hitlerček? Pa Hitlerček, to so v bistvu zgodbe, ki sem jih največ prodal, najbolj prodajane, največ sem od njih imel, ampak nekako, zato ker Slovenijo predobro poznamo, me nič ne, tako rekel, preseneti več do te mere, da te toliko potegne, ne. Se to je narobe, seveda, jaz vem, da je to narobe. Ja, bilo treba še kaj, no, v Sloveniji, ampak... Ne, greš na Cerkniškega, pa si šel prejšnji teden brez fotoaparata, bila super luč, pa greš pa s fotoaparatom, pa ni te luči, pa rečeš, ma kam to sliko, če dozaješ to boljš, pa spet bo boljš. Ti hočeš reči, da ti celo greš kam brez fotoaparata? Ne grem, ampak, s fotoaparatom, ne grem, ampak, recimo, rečeš si, ne, vse prejšnji teden, če bo zdaj, ne, ali pa tako rečeš, zdaj bi pa začel delati zgodbo o Cerkniškem, ne, ampak ker si prejšnji teden, pa predlansklet, videl take lepe stvari, ne vem, zgodbe, svetlobe, in pa, ker hočeš nekaj narediti, je to brez veze, ker veš, da je lahko dosti boljši. In ker je to lahko boljši, pa sam čakaš in nič ne narediš. Ali pa je to sam izgovor? Mislim, jaz imam Slovenijo potrebno, pa ne moram delati, to je dobro. Naslednja pot je pa Etiopija, če se ne motim? Etiopija, konc, ne, naslednja je London, ta teden še, potem pa Etiopija, začetek oktobra, sredo oktobra. London delo? Ja. Kaj še skrivnost zgodba? Ne, nič posebnega.
olimpijsko mesto se zdaj... Razdira? Ne, oni zdaj hočejo to revitalizirati in so začeli te stvari, nisem niti vedel, da so te stvari zdaj, te bazeni pa to, ne, olimpijade so zdaj zaprti in zdaj bojo začeli to neki v parke, ljudi noter, v olimpijsko vas naseljevati, skratka narediti tisto, kar so obljubljali, da bojo, seveda so vsi sad denar potegnili, ne. Govorili so, koliko bo to dobro za London, pa to zdaj vse seveda stoji in propada. In zdaj še vseeno poskušajo nekaj narediti iz tega, zdaj bomo pa videli, kaj jim bo uspelo, ker to je zmeri ta, koliko bomo s to olimpijado potegnili, pa zmeri izgubili, ampak eni so pa vse potegnili, tisti, ki so to organizirali. In to je zgodba, ki jo greš delati na svoje? Mi kandidiramo za olimpijade, pa za svetovne, mislim, halo. Ti greš to zgodbo delati, ne vem, lastna inicijativa ali te kdo pošilja? Pošiljamo iz Slovenije, pa britanska ambasada. Odlično, to se pravi, se nadejamo še ene dobre zgodbe? Nič posebno ne bo. Ja, kako lahko to rečeš naprej? Ja, kar naprej ti povem, da ne bo. Ker je premalo časa, pa... Perfekcionist si pa konstant, so vse, v bistvu sem samo 7 dni tam in to ni več. No, pustimo se presenetiti. Namreč, kaj ne rečem, res lepo hvala, da ste bili z nami, če imate še kakšno vprašanje, veselim, ali pa, če ne pa še imamo še par minut lepa. Ja, lahko še potem. Da ne bomo drugih obremenjevali. Eno lepšo fotko dajte, ker se skozi ta nesrečna meja. Ja, to je, nažalost, je to ta program, ki sam izbira, tako da ne morem tle nič vplivati. Ja. Res. Jaz sem tudi želela, ne, z zgodbami, ki bi jih želel delati. To je Kalkuta, to ni sam nesrečno. Tle so me aretirali, ker ne smeš niti železniških postaj slikati. V Indiji. No, Arne bo seveda tukaj še nekaj časa, tako da, če ima še kdo kakšno vprašanje... No, to so bangladeške, spet te nesrečne meje, ki jih tudi belo blago tvorijo česnico, potem v Kalkuti, v bordelih najbolj iskane mlade punce. Čez to mejo, ne. Z te čisto zadnje poti pa nimaš tukaj nobene fotke? Zadnja, kaj pa je to zadnja? Ja, tam, ker si bil še včeraj. Mogoče sam še čistko, da vidimo, kaj si počel zadnji teden, oziroma 3 tedne, ali koliko si bil 3 tedne? Ja. A za Severno Korejo te duše... To sem delal en nov aparatek, ki si namreč skoro želim, če gremo še malo na fotografijo v bistvu, ne? Jaz si skoro želim neke vrste lajko, to se pravi nezrcalno refleksni, z visoko sposoben, majhen, tih aparat, kjer lahko delaš v nekih posebnih takih razmerah. In ga hudiči noče naredi, zato ker vejo, da bo potem... Vse ostalo. Ja, da bo potem vse ostalo. In zakaj? Zato, ker tukaj, ko ti tole fotkaš, si tak, kot si tisti, ki z iPhone-i sedijo, pa takole se delajo. Če prideš z DSLR, pa z 2 objektivi, pa s fototor, pa te takoj ven vržejo. In zato sem naredil te fotkice iz teh najbolj takih razvpitih barov, to so vse seveda punce za naprodaj. In tisti, ki ste to kdaj poskušali slikati, verjetno veste, da to ni lahko, ker te punce se noče slikati, imajo tudi prav, da se noče slikati, ker če to ima neke družine nekje in tako naprej. No in ta aparatek to res omogoča, to je tak majhen, čist nov, takole ga daš v roko praktično, fajl je pa zelo, to so zelo veliki ISO, zelo visoki ISO, sej ne bom rekel, da ni zrnat, ampak mislim, da ni šuma, je šum, ampak to bomo lahko pogledali, bomo pogledali recimo neki tazgale, še vseeno je kar, to je 100% povečava, se pravi, tole je, bomo pogledali recimo tole fotko, kje pa smo bili dajmo malo o fotografiji se pogovarjati, tole je bilo tole, čaki. Poglejmo, 4000 ISO, 2.8, čisto odprta zaslonka, pa 80-inka z roke, to se pravi, to je čista tema, to je res ponoč, in zato so te fotke končno začenjamo dobivati aparate, ki se da to delati, in sem z velikim užitkom to delal. Kater pa je to aparat, če smem vprašati? Coolpix A, to je zdaj čist nov, nažalost
seveda ima fiksen objektiv 28, ne moreš menjati objektivov, tih je tako, da ga sam, ko sprožiš, ne slišiš, ne? Kaj še drugi, je pa malo problemček, stane nekaj čez Jurija, ne? Za takle mega kompakt Jurija je kar na... Še, ne? Ja, se bo še boljše prišli. A tam je te en gospod Mladenič vprašal, glede Severne Koreje, te zanima? Zelo me zanima, ampak imam več zadržkov. To so ti barska dekleta, ki potem, kadar ni klientov, igrajo tole, no, kako se reče temu. 4 vrste. Ja, 4 vrste, tako. Zadržki. Ta fotka mi je fajn, kaj tole, ta res ta izraz. Pa travestiti, a ne? Travestiti imajo tudi, tle še posebej težko, tle imam še nekaj sem obdeloval, pa to so travestiti. Moški to seveda ne bo pomote, a ne? Tole. Tako, ker na koncu potem tudi jaz s temi ušesi slikal. So mi dali gor, sem prav lep imam fotko, to mi je sabo. A te pa nimaš, ne? Ne, prav s telimi, prav tele sem imel s pikcami. Ker so si želeli dan gor in sem jih pač dal gor, a ne? Ampak to bi bila pa fantastična fotka za zaključek, je res nimaš? Si čist prepričan, da je nimaš? Ta je ne bo za zaključek. Sem vam rekla, da ne bo šlo drugače. To je odobravanje ljudi, no, to je zdaj 2 dni stare fotke, vidite, kaj zdaj delam, da ne bomo samo meje gledali. Mogoče še ti zadržki za Severno Korejo? Ja, Severna Koreja, ja, zadržki so to, da tam dela Damir Šagol, ki zame je najboljših fotografov na svetu, itak, ki je direktor agencije Reuters, in imajo kar malo zakupeno za to Severno Korejo, in imajo dostop do stvari, ki jih je navaden. To je vse zelo romantično si predstavljati. Kam bi pa ti zdaj šel delati? Jaz bi šel okej, ampak ne bom šel zato, ker se ne da, ker je težko, ker je drago, a ne. Ja, bo šel kakšno, zakaj pa ne greš v Sirijo? Zato, ker je to najdražja destinacija. Ni turistična destinacija, Antarktika je cenej, če greš zdaj v Sirijo, ker je vsekrat 100. Zdaj nekdo te mora plačati, če te nihče ne plača, te bo zdaj izlet, bomo rekli izlet v narekovaju, Sirijo koštal, ne vem, 10,000 evrov. Pa bi šel zato, zdaj da v boš Sirijo. naredil fotke, ki so itak, oni jih že delajo drugi, ki so že tam, ne. Tako da, to so taka vprašanja, ki sem že kar malo alergičen, ne. Jaz grem kjer lahko grem, a ne, kjer si lahko prvoščam, no, tako bomo rekli. Ne, ta Indija je bil res izlet za svoj denar, a ne. Izlet. Ja. Ok. Kako še nekaj Ja? vprašanje? Zakaj so vaše fotografije slabe za današnji čas? Tvoj stil. Ja. Lej, stil je malo drugačen, a ne, bistveno drugačen. Stil je, kot sem rekel, meni ni to všeč. Lahko pa pogledamo nagrado, a imamo wireless tle? Ne. Ne? Niso zdaj slabe, to subjektivno, niso ta prave. Pravi za ta čas, za ta trend. čas, tako za ta trend. Poglej si fotke od Cirila, ne? S tem, ki je zmagal Oskar Barnack Award, si utipkaš. Kaj je fotko? Fotko je ene Inuite na Aljaski, propad nekaknih, pa ne sam propad, tudi njihovo življenje, no, tako bomo rekli. On dela ti klimatske spremembe, kar veliko. Drugače, no. Zelo dokumentarno, bom rekel, zelo, jaz znam zelo veliko na kompozicijo, na te stare zakone, Bressonovstva, Magnuma, da fotka mora imeti neko estetiko vse, pa ne, da fotka stoji, ne. Še mogoče 2-3 fotke, če me že tako ne izzovete, ne. Kakšne so meni recimo všeč, meni recimo to je krasna fotka zame moja, ne, ta teh imam malo takih, to mogoče niti ne, tole recimo mi je lepa fotka. Ampak to, ali pa to je tako, kot če zdaj odpreš Magnovo knjigo in to ti bo tudi vsak od urednikov rekel, a ste vi mogoče 50 let v zadnji ostali, a ne? In dejansko sem, a ne? Ampak meni je to všeč, jaz to delam, a ne? Jaz tle vidim nekaj več v takih fotkah, jaz, zdaj, če še kdo drug upam, da tudi, ampak ne pa vsi. Danes je pač treba biti trendi.
urednike menjajo, skozi prihajajo novi, morajo se nekaj novega spomniti in če bomo letos delali vse postrajan, bo pa vse postrajan. Drug let pa vse meglen, pa bo vse meglen. Seveda pretiravamo, ampak je pa kar nekaj resnice v tem. Tako da jaz pa nekako poskušam, jaz se res držim tega, ali pa tole, ta decisive moment od Bressona, ta trenutek, milijarde trenutkov, bilijone milijard trenutkov se dogaja vsak hip v svetu. In trend današnje fotografije je te dogodke tako poslikati, da izgleda običajni. To se pravi, da slikaš kar nekaj, moje. Ne spet pretiravam, ampak meni je pa fotka decisive moment, če tega osla ne bi bilo, ta fotka ne, za men, mislim, ok, bi bila, ne tako, to je fotka, diagonala, žval, človek, megla, mistika, sivine, temnine, jaz tle vidim veliko noter v taki fotki, ta je fotka neprodavljiva, praktično, to je za razstavo, mogoče za knjigo, ni pa to za, nažalost, čaki, nimam nič samo teh mladih avtorjev, tako da. Aj, mogoče, zdaj pa res to za konec, tvoja... Mislim, ti lahko greste. Jaz se vam že pogovarjala. Arne, to je noter. Tvoja najljubša tvoja fotka. Najlepša? Najljubša tvoja fotka. Verjetno se to menja, ne? To se bo spremenja, to se spremenja glede na okusa. Ampak v tem trenutku, Tako gre, ti, ki si tam, se ti zdi še kar fajn, da delaš, recimo, če si na sanjatu, potem, ko še končuješ sanjati, pa pogledaš, kaj si naredil, je vse za nič. Potem prideš domov in rečeš, da se ni tako za nič, pa je vse spet fajn rata, ampak to je po vsakem je tak ciklus. Potem pa takrat narediš neki zbor in počakaš 1 leto. Po 1 letu pogledaš in takrat pa vidiš, kaj je dobro, pa kaj ne nastane 1 ali pa 2. In, recimo? Pa pogledaj, da ne bo kaj krvago slučajno. Ne, mogoče, če bi zdaj le ena boljših, recimo reči. Kje pa je? Pardon, ne bo. Ena, ki bolj stojim za noj tale, recimo.